Jo, živijo Katarina, ti kako si? Ja, jaz sem zdaj že na poti v Špas teater, tukaj sem že, ful se mi mudi, ampak ne vem, če bom jaz lahko vse sam naredil, a prav? Ma ne vem, ful manj še dela, jaz moram še vse te scenarije pripraviti, jaz ne vem, če bom lahko še vse ostalo naredil. Ja, a mi boš lahko ti vsaj pomagala, res ne morem vsega, no, dej. Ok, šibam Špas teater, bom jaz začel, če bom lahko vse bom, drugače boš pa ti, a prav? Super, ok, ajde, živjo. Dobro, da sem zdaj še zadosti hiter, ker zdaj grem lahko še na Facebook, pa na Twitter bom šel, več pa če še ne bo Katarina, pa še malo za koleto. Ok. Vidim, ja, ful delaš, ni čuden, da jaz rabam pomočnico urednice. Če bi imela take ljudi okrog sebe, ne bi nikoli nič naredila. Ja, dej, knjigi se, gremo akcija. Sorry, no. Pozdravljeni v oddaji Najsmerkastična novinarka, kjer tokrat že 6. predstavljamo kandidatko, ki se bo na koncu potegovala za v bistvu kar delovno mesto, pomočnico urednice revije Smrklja. Katarina vse skupaj spremlja in seveda tudi vi pred malimi ekrani boste imeli na koncu ob glasovanjih zadnjo besedo. Ampak še prej vam moramo mi predstaviti naše 3 kandidatke, ki so nam še ostale. In danes je naša kandidatka številka 6, Ana Marija Lukovac. Živjo! Živjo! No, tokrat smo v Špas teatru, kjer je recimo nekoliko drugačen prostor, ni novinarski prostor, se dobro počutiš tukaj? Ja, v redu, čeprav mi je malo smešen, ker so vse luči vame usmerjene in nič ne vidim, ampak ja, mi je zanimivo. No, to je recimo tudi nekakšen medijski blišč, lahko že prva stopnja, ne? Če se malo pošaliva, ampak daj mi povej najprej, no, kako si? V redu, malo sem pod stresom, verjetno zaradi tega, ker sem v času, ko končujem gimnazijo in imam trenutno res veliko dela, ampak sem je to tako kot neko razvedrilo, vzamem ta intervju. Se pravi, ta intervju ti je nekako lahko popotnica za nadaljne življenje, pa se vidiš v takem novinarskem delu? Ja, lih zaradi tega sem se tudi prijavila. Se vidim, vedno sem hotela nekako združiti vse svoje hobije v eno celoto in potem, ko sem nekaj časa razmišljala, sem videla, da bi bilo delo pri eni reviji, mogoče za začetek pri najstniški reviji, tisto pravo, kar bi združilo vse, kar me zanima. Tako da, če bi zdaj recimo uspel, potem je to tudi kot neka, lahko bi se prek tega naučila in bi lahko potem mogoče tudi več možnosti imela za potem kasnejše delo, če bi hotela še kaj drugega bolj. Se pravi, bi te najbolj zanimalo to novinarsko delo v smislu pisanja ali se mogoče kdaj vidiš tudi na kakšnem televiziji, radiju in tako dalje? Verjetno bolj v smislu pisanja, čeprav mislim tudi televizija pa radio bi me zanimala, ampak začela bi s pisanjem, pa bi pa videla, kako bi to potekalo naprej. In ko si vzela prvič revijo Smrklja v roke, oziroma ko si jo dobila tisto čist prvo številko, kaj ti je tako najbolj ostalo v spominu? Po čem si sklepala, da zdaj bo treba pa kupiti tudi naslednjo revijo, ker vem, da bo nekaj zanimivega noter? Ne vem, takrat sem bila še malo mlajša in spomnim se, ne vem, tako zdelo se mi je, da je to taka bolj odrasla revija, ker sem bila verjetno malo premlada za
za tako branje še, ampak ne vem, mogoče mi je bilo kot nekaj, no to bi si pa jaz želela biti, ko bom enkrat velika videla. Vem, spomnim se tistih nekih stripov, ali kako je bilo pa modni nasveti in to me je zelo navdušilo, da sem potem začela, mislim, da sem bila celo 1 leto naročena. Se pravi, najbolj te zanima moda ali te zanima mogoče v samem življenju tako kaj drugega, umetnost, jeziki, kaj podobnega? Verjetno najbolj filmi pa ta scena, mogoče hollywoodska scena, v tem sem najbolj domača trenutno, se mi zdi. Drugače pa ja, tudi moda, pa jeziki, pa potovanja. Kako pa to, da Hollywood oziroma ves ta medijski blišč Hollywooda? Ne vem, ker sem bila, par let nazaj sem prišla v stik s tem in takrat sem bila najbolj dovzetna za te vzornike in se spomnim teh nekih slavnih oseb, ki so mi bile kot ikone, kako bi se rada oblačila, kaj bi rada bila, ko bom velika. Včasih sem se želela biti tudi igralka. In potem sem se veliko o tem pozanimala in še vedno vem precej o tem. Ja. Zdaj, ko smo gledali malo tole biografijo od vsake kandidatke, namreč dobimo vse lepo prečitamo, sem videl, da si pred leti tudi že odprla forum za eno hollywoodsko zvezdo za Slovenijo. Lahko poveš kaj več o tem? Ja, to je bil forum Hilary Duff, ki je bila takrat moja najljubša zvezda. Ne vem, takrat sem prišla prvič tako v stik s temi forumi, potem vem, da so odpirali tudi drugi in jih je bilo kar veliko, ampak ta forum je precej uspešen bil. Prvo smo začeli s Hilary Duff, potem smo se posplošili tudi na novice o drugih zvezdah, pa tudi o takih novicah iz sveta. Hkrati smo se pa prek tega foruma družili, se spoznali, tako neko igrice smo se igrali v tem smislu. To še obstaja še zdaj? Obstaja, ampak se ne obnavlja, ni več priteka novih informacij in tega. Mrtva linija torej. Ok, zanima me, zdaj sem gledal tvojo biografijo in sem videl v tvojemu načinu pisanja tako zelo odločen karakter. A si taka tudi po naravi ali je to bolj na papirju? Verjetno bolj na papirju. Ne vem, ne zdi se mi, da sem tako odločna, sploh ne trenutno, ker sem zelo zmedena glede vsega. Ampak ja, ko sem pa za nečem stojim, potem pa se ponovadi ne odmikam od tega, kar ne vem, težko me je. Recimo tudi zato sem še vedno pri teh, veliko grem o tej igralski sceni in tem, zaradi tega, ker ko me enkrat nekaj zanima, potem jaz ne maram vršiti puške v koruzo in nehati, ampak tisto, kar me enkrat zanima, hočem, da me vedno zanima, ne vem, kako bi to tako. Ok, kaj pa misliš, da tebe čaka, recimo, če prideš v samo uredništvo revije Smrklja? Ja, verjetno veliko novih izkušenj, hkrati veliko dela, ampak mislim, da bi bilo nekaj zelo zanimivega, da bi fajno, ne vem. Super. Torej, tole špas teatrovsko vzdušje je nekako naš intervjuček pripeljalo do konca. Kaj ti sedaj sledi rubrika Moj test? Smo v rubriki Moj test in jaz najprej lepo pozdravljam Ana Marijo. Živjo. Živjo. Daj se malo sprosti. Okay. Jaz imam občutek, da te je Matijas toliko zasul s temi vprašanji in toliko zmaltretiral, da si zdaj kar malo napeta. Za začetek bi te nekaj vprašala, ne? Kaj je to RPG? To je role playing game. Pa poznamo jih v večjih različnih oblikah, ampak s to, kar se jaz ukvarjam, to je na internetu, na forumih se piše razne zgodbice v pari, še z nekim drugim uporabnikom. Ustvariš si nek lik, ki ga sam določiš, mu določiš karakteristike, izgled in potem zgodovino in potem pišeš v njegovi, kada si on. Ti si recimo v tem ful domača, ne? Kako bi ti recimo to komponirala v Smrkline spletne strani, na Smrkline forume, mogoče na Facebook spletno stran, kako misliš, da bi to lahko naredili? Ja,
RPG v tem, v Smrkljeno spletno stran bi mogoče lahko uvedel kot en del te spletne strani, ki bi se imenoval RPG in bi se lahko člani spletne strani preizkusili v osnovah tega RPG-ja. A bi lahko mogoče naredili kakšno tekmovanje? Ja, to bi se dal. Čeprav je zelo subjektivno ocenjevati nekogaršnjo pisanje ali pa njegove ideje, ker je to je zelo kreativno in za nekoga je lahko to ena stvar mu je zelo všeč, nekomu ni. Tako da dal bi se, ampak kako pa je drugo vprašanje. Ana Marija, v svoji prijavnici si omenila, da bi v reviji Smrklja rada videla tudi smešnice pa poučni kotiček. Me pa zdaj zanima, če lahko kaj več poveš o tem, kako si ti predstavljala ti dve rubriki. Smešnice, mogoče kakšne smešne slike ali pa smešne izjave ljudi. Sem videla že kar ene par revij, kjer imajo to vključeno. Pa tudi recimo na internetu se da najdeti veliko teh, ne vem, zanimivih te avtokorekti, ki so, pa slike in potem spodaj kakšni komentarji. Kaj takega, da te razvedri po, ne vem, ko prebereš neko zgodbo, mogoče malo bolj traumatično ali pa neke nasvete, potem še se malo razvedriš v smislu tega, kako sem rekla, znanstvenega kotička ali kako. Poučnega kotička. Pa tako kaj, kakšne take dejstva, ki jih, ne vem, v smislu ali veš, ampak nekaj, kar večina ljudi mogoče ni vedela, pa je dobro vedeti, tako da se širi malo ta splošna razgledanost. Zdaj te pa prosim še za konec, da malo prelistaš revijo in si izbereš 4 članke, prebereš njihove naslove in potem poveš, kako bi ti naslove spremenila za naslovnico. Se pravi, naslovi na naslovnici reviji morajo biti nadvse privlačni, kratki, jedrnati, povedati morajo bistvo. Tako da mene zanima, kako bi jih mogoče ti malo preoblikovala. Katerega si najprej izbrala? Naprimer, tle je Liam Hemsworth navezan na družino. To bi bilo lahko družina mu, na to je že dalj, Liam Hemsworth in njegova domotožja, recimo, ker vem, da je on iz Avstralije. V redu, še kakšen drug članek? Ne vem, recimo mega izziv netipični športi za pomlad in poletje. Lahko skrajšamo samo na nenavadni športi za prihajajoče mesece. Se ti ne zdi to malo dolg naslov? Dolgo, ja. Ne vem, recimo razgibaj se poleti. Okay. Recimo tale, kje najti prijatelje, ki so v razmerju. Poišči prijateljski par. Okay. Teste imajo ljudje radi. Kako priljubljen si. Super, odlično. Zdaj bi te pa na konec jaz vprašala samo še eno vprašanje. Glede na to, da imaš kar precej znanja s spletnimi stranmi in da si tudi sama urejala spletno stran Hilary Duff, me zanima, kako bi ti to svoje znanje ukomponirala kot pomočnica urednice revije. Kje misliš, da bi ti najbolj koristilo? Recimo v samem vizualnem izgledu revije bi lahko prav prišlo, ker sem tudi to že delala, sicer spletno revijo in pa imam kar nekaj znanja iz grafičnega oblikovanja, tako da če bi pisala članek, bi lahko zraven še
vizualno podobo tega članka naredila ali pa kakšen nasvet pri izgledu, bolj zanimivem izgledu revije. Okay. Hvala. To je bila rubrika Moj test. Zdaj pa predajam Ano Marijo nazaj Matijasu. Se spomniš prve smrklje, ki si jo kupila? Kdaj je bilo to? Ne spomnim se čisto prve smrklje, ampak verjetno je bilo tam okrog mojega 10. leta ali pa 9. kaj takega. Kdo bi po tvojem mnenju moral biti na naslovnici junijske številke revije Smrklja in zakaj? Carey Mulligan, zaradi tega, ker je moja najljubša igralka in se mi zdi, da jo ljudje premalo poznajo in da mogoče ni najbolj udarna, tako znana, ampak zelo kvalitetna igralka in se mi zdi, da bi bilo treba tudi zelo kvalitetne igralce postaviti na naslovnice slovenskih revij. Spremljaš Smrkljino Facebook stran. Kaj se trenutno nahaja na njej? Ja, pred kratkim sem jo začela spremljati. Zdaj mislim, da se nahaja... Vem, da je bil nek članek o prvem zmenku, pa neke rožice so v naslovnici, na tistem timelineu, ne vem. Ali veš, kateri posteri bodo v reviji Smrklja maja? Ne vem. Kaj ti sama kot bralka najbolj pogrešaš v reviji Smrklja? Pogrešam mogoče več kakšnih takih znanstvenih mogoče člankov, ampak ne preveč znanstvenih, ampak mogoče poljudno znanstvenih takih raziskovalnih mogoče ali pa geografskih, kaj takega. Kaj prireja revija Smrklja vsako leto? Tekmovanje za najsmrkljo in najsmrkavca. Bi ti uvedla še kakšno smrkastno prireditev? Kaj bi po tvojem mnenju morali še imeti? Mogoče bi se lahko bralci, vsak bralec bi se en mesec poskusil prav v vlogi novinarja in bi napisal recimo en prispevek in potem bi lahko zbrali kot najboljšega. S katerim znanim Slovencem bi najraje naredila intervju za revijo Smrklja? S kakšnimi novimi obrazi, mogoče te Eva Boto pa dvojčici Prusnik, recimo, ali pa zdaj počakajmo, kdo bo zmagal na X Faktorju. Mini kviz je tako za nami in sedaj sledi še Katarinina ocena. Smo v rubriki Katarinina ocena in Katarina je danes z mano vred Ano Marijo kar zmrcvarila, a ne Katarina? Ja, res je, ne, ampak če smo že v rubriki Katarinina ocena, zakaj ti potem tamle sediš na odru? Pa zaradi tega, ker imam tak občutek, kot da želiš ti mene zmrcvariti, glede na to, da sem te jaz prejšnji teden za skeč, ne? No, pa mi ti povej, kakšna se ti je zdela Ana Marija. Ja, fajn, mislim tako, sploh kar se tiče računalniškega ustvarjanja, kjer sem jaz čist antipolne, to bi znala zelo fajn prav prideti, no. Se strinjam. Jaz sem želela to izpostaviti kot velik plus. Računalniški frik obvlada spletne strani, obvlada urejanje, domače je v forumih, pozna tudi druge glasbene in filmske face iz tujine, kar je zelo, zelo pohvalno. Tudi njeni odgovori na mini kviz so bili zelo v redu, korektni. Predvsem pa sveži, to je tisto, kar mi potrebujemo. In pa drugo, všeč mi je njeno znanje, kar se tiče grafike. Saj se tudi meni zdi, da revija Smrklja potrebuje neko grafično osvežitev, tako da na tem mestu bi dala Ani Mariji zelo, zelo dobro oceno in bo njeno znanje dobrodošlo. Se pravi, to je en od plusov, kaj pa še en, ki ponovadi imava po dva? Dva sva naštela. Naštela sva računalniško znanje, se pravi znanje na forumih, spletnih straneh, urejanje novičk,
Ne? In pa drugo znanje, ki ga ima, je grafično oblikovanje. Jaz se sicer majčkeno bojim, da na področju novinarstva še nima toliko izkušenj, ampak definitivno precej potencijala, pa precej poznavanja teh tujih slavnih zvezdnikov. Ne? Preden greva na minuse, da mi povej, se fajn počutiš tako v Špas teatru na teh sedežih? Ja, zdaj, ko tebe gledam, ne vem zdaj, ali ti tukaj nastopaš, ali me nameravaš kaj animirati, ali se bom kmalu začela smejati, glede na to, da smo v Špas teatru, sem pričakovala, da bom tukaj že pokala od smeha, pa nič od nič. Ne, veš kaj, počakaj, bomo mi tebe videli v naslednji oddaji v skeču, ne, pa bomo pol vsi pokali od smeha, prav? Ne, daj povej mi zdaj še minuse, no. Mogoče rahlo preveč treme, ne, od novinarja oziroma od pomočnice, urednice. Jaz pričakujem, da bo suvereno nastopila s svojimi idejami. Ana Marija jih ima precej, samo mogoče so jo midva majčkeno prestrašila tudi s tem okoljem tukaj, malce nenavadno. Zato se mi zdi, da boste imeli dekleti, ki jih bomo predstavili v Špas teatru, mogoče malce težje vlogo kot dekleta v studiu, med katerimi pogovor lažje teče. Se pravi, to so vsi minusi? To so vsi minusi. Kako bo pa naprej, bo pa naša strokovna žirija povedala na uredništvu in pa seveda bralci, gledalci naše oddaje, ki bodo na koncu tudi glasovali za svojo kandidatko. No, super. Se pravi, 6. kandidatka je sedaj za nama, ne? Ostali sta še 2, še korak bližje smo, še mogoče še korak težjih odločitvi. Vsako oddajo se mi zdi, da je težje, ker res, kot vedno znova poudarjam, vsaka od deklet ima določene prednosti, ki bi nam na uredništvu precej koristile. Tako da same pohvale, ne? Tako kot bi rekla starejši, ne? Na mladih svet stoji. Jaz verjamem, da smo v teh oddajah že toliko mladih talentov videla, da bo res na koncu izbira oziroma odločitev precej težka. Cool. No, tudi naslednjo oddajo imamo tukaj v Špas teatru, ne? Se že veseliš, boš ti naslednjič na odru? Ne, ta oder bom prepustila, ker te bom pa videla, kaj si zadnjo skečo pripravil. Dobro, tole je bila oddaja Najsmerkastična novinarka, kjer skupaj s Katarino izbiramo pomočnico urednice revije Smrklja. Hvala za pozornost in bodite z nami tudi naslednjo sredo ob 21:15. Čau!